Torej, dober večer vsem skupaj, dobrodošli nazaj na Parabellum. Ja, začnem malo prej, potem pa naredimo en skupen obračun. Ko bom zamujal, skratka, v naslednjih prenosih v živo. Resnica je, da imam jutri ogromno stvari za postoriti, zato je bolje, da začnem prej. Tudi zato, ker je tokrat kar precej stvari. Če se spomnite, pred 10 dnevi, 2 tednoma, smo naredili kratek video, kjer smo rekli, da bo konflikt na Bližnjem vzhodu imel posledice, seveda, tudi na tistega v Ukrajini. Ne zato, ker bi bili jasnovidni, bilo je precej očitno, če spremljate te stvari, žal pa se to, kar smo rekli v kratkem videu, zdaj uresničuje. In o čem smo govorili v tistem kratkem videu? Govorili smo o tem, da bo Ukrajina postala tekmec za sredstva zračne obrambe, saj tudi zalivske monarhije potrebujejo strelivo in protiletalske sisteme. In tako se je pojavilo to, kar vam bom zdaj pokazal, potem pa bomo videli, ali bo do tega res prišlo ali ne. Vendar Pentagon v praksi razmišlja o preusmeritvi orožja, namenjenega Ukrajini, na Bližnji vzhod. To je zelo zapletena zadeva, jaz pa jo poskušam narediti bolj preprosto. Recimo, da so v bistvu nekatere stvari, ki imajo prednost, ki jih vsebujejo. Sredstva NATO niso samo ameriška sredstva, tudi oni so zraven, ampak so tudi NATO-va sredstva. na splošno v redu. To so skoraj zagotovo orožja, ki bi jih lahko preusmerili stran od Ukrajine, vključno z raketami prestrezniki za zračno obrambo, naročenimi v okviru programa Prioritized Ukraine. Seznam, na podlagi katerega druge države članice NATO kupujejo orožje, proizvedeno v Združenih državah, za ukrajinske oborožene sile. Torej, tisti, kjer smo mi dali denar, kupilo se je ameriško orožje in ga dalo Ukrajini, na primer rakete Patriot. No, nenadoma. Tiskovni predstavnik Pentagona je dejal, da bo to storilo Ministrstvo za obrambo. Torej bo uporabilo tisto, kar je bilo obljubljeno z evropskimi sredstvi. In bo namesto tega uporabljeno na Bližnjem vzhodu. Uradnik NATO ni povedal, ali je zavezništvo seznanjeno s to možno preusmeritvijo ameriške opreme, ali ga skrbi ta možnost. V elektronskem sporočilu je uradnik povedal, da države še naprej prispevajo k Purlu, temu sistemu, in da oprema neprestano prihaja v Ukrajino. Vendar pa je od začetka ameriškega napada na Iran prisoten strah, da bo Washington začel uporabljati strelivo zase in za svojo vpletenost v Iran. Torej, kot vidimo, to niso dobre novice za Ukrajince. To je seveda razlog, zakaj smo videli Zelenskega zelo aktivnega pri poskusu, da bi se vključil v dogajanje. Kar zadeva izvirni članek. Prihaja iz Washington Posta, bil je prvi, ki je to objavil, navaja 3 notranje vire, ki pa se niso želeli recimo identificirati. Vendar je ta stvar dovolj zanimiva, da jo je treba spremljati. V vsakem primeru, tudi glede na to, kar se je zgodilo v zadnjih dneh, Eden največjih napadov z droni, ki so jih izvedli Rusi, se je zgodil prav pred nekaj dnevi. torej se napetost v Ukrajini še naprej povečuje, tako kot ruska strateška kampanja in uporaba dronov, ki se je v zadnjem letu povečala. Praktično smo v letu 2025 prešli s 300 dronov na skoraj 800, 900. In verjetno bodo med letom 2026 valovi presegli 1000. Da si ustvarite predstavo, še vedno govorimo o dronih. Naredili smo kratek video, kjer smo govorili o tem, da so Ukrajinci povzročili nekaj težav Estoniji, Latviji, Litvi, ker so prešli za svojimi droni. Zelo verjetno, pozabite na propagandne videoposnetke, saj je veliko ukrajinskih videoposnetkov, ki prikazujejo veliko puščico, ki gre iz Ukrajine do Luge. In druga mesta, ki so jih zadeli, v resnici niso šli po tej poti. To je poenostavitev, ki se uporablja v propagandne namene. V resnici Ukrajinci niso začeli tukaj, v Kijevu, ampak so prišli v Ust, Lugo in Primorsk,
skozi Belorusijo in Rusijo. V resnici vemo, da so obšli meje Litve, Latvije, Estonije. In očitno so prečkali tudi na Finsko, vsaj v finske vode, ker so v bistvu naredili ta krog tukaj, da bi udarili. In ko to počnejo, zakaj pravim, da gre za propagando? Ko vidite slike s puščico, ki gre iz Ukrajine do usta Luga, ker so predtem zadeli dimnik neke tovarne, ne spomnim se, ali v Litvi ali v Estoniji. Torej, nekaj so naredili med preletom, ker so zadeli blizu Sankt Peterburga, Ust, Luga in drugih krajev, ker tam poteka 40% izvoza ruske nafte, predvsem prek teh dveh terminalov, tistega v Primorsku in Lugi. Ampak tam so tudi polja, pristanišča dinastične proizvodnje. In to je zanimivo. Vidite, to je video, ki so ga naredili Ukrajinci. In bodite pozorni, video je takoj odrezan. V smislu, da jih vidimo, kot da gredo v Belorusijo, v resnici pa so šli po drugi poti. Kaj so zadeli? Zadeli so cisterne in tudi nekatere, kot kaže, tlačne črpalke, ki se uporabljajo za nafto. To vemo, ker imamo satelitske posnetke, pa tudi video posnetke. Govoril sem tudi, posneti so jih Rusi, o prej in potem. Zato lahko naredimo tudi oceno škode. V tem primeru, če si natančno ogledamo, kaj je bilo zadeto, bomo v bistvu opazili dim, plamene in tako naprej. Zdaj je tudi zvok, samo da veste, hvala. Bili so zadeti z. Na nekaterih območjih, predvsem pristaniških, kar zadeva Primorsk in Lugo, in potem to je bilo ponoči in potem smo videli posledice. Ja. Ampak jasno se vidi, kakšna škoda je bila povzročena. In predvsem imamo satelitske posnetke od prej in potem, kjer lahko vidite primerjavo. Tukaj praktično so zadeli 5 cistern, ki še vedno gorijo, ker nam posnetki NASA Firms kažejo, da je še vedno vse prizadeto. Potem pa postopoma začnejo prihajati novice in opazijo se tudi druge stvari. Niso zadeli samo Ust-Luga in Primorsk, ampak so zadeli tudi točko, kjer so izdelovali ladjo. Kakšno ladjo? To so še druge slike, te so iz Ust-Luge, so današnje. Kot lahko vidite, je še vedno vse v črnem dimu, kar pomeni, da še vedno vse gori, vse je zadeto. Sredi vsega, kar se dogaja med Iranom, Izraelom in Združenimi državami, dela nekaj drugega. Danes morda napad. Ameriška rafinerija je bila zadeta, ne ve se, ali je šlo za nesrečo, vendar je zelo sumljivo, ker se zdi res nenavadno, da bi se nesreča zgodila v Ameriki. Kakšno naključje, pomembna rafinerija. Prav v trenutku, ko se dogaja to, kar se dogaja na Bližnjem vzhodu. Tudi zato, ker če pogledaš slike, ampak kasneje, ko bom imel več časa, jih bom pokazal strokovnjakom za eksplozive, recimo, vidi se, da je škoda videti, kot da prihaja od znotraj. Da si ustvarite predstavo, kot lahko vidite, je vsaj zanimivo, da imajo tudi Američani tovrstne nesreče. Nesreče, sabotaže. Ne ve se, ampak predvsem v takšnem trenutku je to malo čudno. Da v rafineriji Valero v Port Arthurju, velikem rafinerijskem obratu, ki je proizvajal 415.000 sodov na dan, nenadoma pride do notranje eksplozije. Opazi se, da je vse, kar je bilo tam, potisnjeno navzven, kar je značilno za eksplozijo, za deflagracijo.
Malce nenavadno je, da se to zgodi prav v takem trenutku. Torej, če se vrnemo k Lugi, kot vidite, imamo satelitske posnetke prej in potem. In vemo, da sta ti dve središči pomembni za Ruse. Predvsem v takšnem trenutku, ko so verjetno skušali izkoristiti dvig cen nafte za zaslužek. Nenadoma so Ukrajinci seveda uvedli sankcije. Na nek način. To so posnetki, ki so jih naredili Rusi sami, ker je to njihovo ozemlje. Zato, kot lahko vidite, to ni grmovje. Tako kot bi rekel nekdo, torej, kot vidimo, je nastala precejšnja škoda. Zanimivo je, da poleg tega, kar se je zgodilo tukaj, kot sem vam povedal, je bila v izdelavi tudi ladja. Ta ladja je bila FSB projekt 23550, arktična patruljna ladja, ki bi v resnici lahko izstreljevala tudi rakete Kaliber, imela helikopter in tako naprej. Sprva so mislili, da so bile zadete samo rafinerije, ker so bile to novice, ki so jih najbolj videli s pomočjo satelitskih posnetkov. V resnici pa se je potem izkazalo tudi to. Ta pogled tukaj, v kamere. V suhem doku pristanišča so vdrli Ukrajinci. Samo Ukrajinci bi lahko imeli takšen pogled na ladjo. Vemo tudi, kakšno škodo so povzročili na sami ladji, ker so kasneje prišle ven še druge slike in zato lahko preverimo. Ladja je nagnjena, to je bila vrsta ladje, kot lahko vidite, in to so poškodbe. Bila je ladja vredna približno 220–250 milijonov. Nekaj takega, tukaj se jasno vidi ladja nagnjena na stran, tukaj se vidi še bolje, ne ve se za poškodbe na straneh. Vseeno sta vpleteni približno dve ladji, kar mislim, da je tudi tukaj tista, na katero se je naslonila, povzročila nekaj škode. Torej, kot vidimo, so na eni in drugi strani precej zanimive novice. Po drugi strani pa Ukrajinci uporabljajo nov način upravljanja dronov, torej metodo na daljavo. Praktično nov način vodenja dronov ni več z operaterjem na razdalji 20 kilometrov in tako dalje. Zelo blizu. V zadnjem času verjetno razvijajo ta napad tukaj, oziroma zelo verjetno, ta napad, ki je 900 kilometri od meja Ukrajine. Zelo verjetno je bilo to storjeno s tem sistemom. Tukaj v bistvu s tem sistemom, ki je seveda povezan s satelitsko tehnologijo, z veliko verjetnostjo so na daljavo, v miru, iz hotela, uspeli praktično upravljati te drone. Poleg tega zdaj postane ta stvar zanimiva, ker če oba začneta uporabljati to vrstno metodo uporabe dronov tudi na razdalji 100 kilometrov, namesto da bi imeli operaterje na 10 ali 20 kilometrih, bo težko izgubiti operaterje. Torej bo popolna prevlada na eni in na drugi strani dronov. Res je, da imajo Ukrajinci prednost, ker imajo Starlink, Rusi nimajo takšne pokritosti. Zdaj bomo razložili tudi zakaj. Naredil sem naslovnico z medvedom, ki ima prevezo čez oči, zaradi nekaj dejavnikov, o katerih smo že govorili v preteklih tednih. Vsi veste, da so jim onemogočili dostop do Starlinka. In dobro veste, da Rusija blokira Telegram. Tako so hkrati izgubili dve obliki komunikacije. Ni tako, da bi Ukrajinci samo opazovali, če pogledamo to veliko analizo točinja. Predvsem, kar zadeva napade in kakšne vrste napadov so Ukrajinci izvajali globoko v notranjosti, predvsem pa, kje so jih izvajali. In je povezano z drugo novico, ki vam jo bom povedal čez nekaj trenutkov. Razume se, da nekaj ni v redu? V kakšnem smislu nekaj ni v redu? V smislu,
da Ukrajinci zelo verjetno že dolgo časa, glede na slike in geolokacije, počasi uničujejo praktično ruske protiletalske sisteme, radarje in še veliko drugih podobnih stvari. In to nam daje misliti, še posebej v povezavi z določenimi dejavnostmi, ki jih razvijajo drugje, da se pripravljajo. In to smo videli. V teh mesecih so vedno imeli zelo pasivno vlogo, z letali, celo z F-16, Mirage 2000 in tako naprej. Vedno so jih uporabljali samo za prestrezanje dronov in podobnih stvari. Torej ne za kakšno večjo uporabo, kjer bi se izpostavljali tveganjem. To je vse skupaj zanimivo, ker je pilotom omogočilo, da so bili koristni in so tako, v narekovajih, razbremenili ukrajinski protiletalski obrambni sistem. Predvsem pa so pridobili ogromno izkušenj, saj so opravili veliko misij, kjer so bili varni pred protiletalskimi sistemi in vsem ostalim. In po mojem mnenju jim je to omogočilo, da so pridobili določene izkušnje. Seveda še vedno ne morejo izzvati moči ruskega letalstva, vendar pa lahko zagotovo začnejo nekaj ukreniti. Če so ustvarili območja, recimo, kjer so luknje, ki so jih ustvarili sami, ne luknje, ki so nastale kar tako po naključju. In zdaj vam bom pokazal tole stvar, ki je zelo zanimiva, ker nam daje predstavo o tem, kaj so naredili. To so vse geolokacije uničenja ruskih protiletalskih sistemov in radarjev. Predvsem, kot lahko vidite, na območju Krima in praktično na območju Zaporiškega koridorja in Donecka. Če vam ne preberem celega članka, bom poskušal povzeti, da boste vsaj razumeli bistvo. Kar nas zanima je ta del, tukaj. Torej, koliko sistemov S-300, S-400 so imeli Rusi pred vojno? Skupaj 908. Trenutno jih je ostalo 586, neto izguba 322, sprememba 30%. 45%. Opažamo, da je imela Moskva pred vojno, saj moskovska oblast, 191, zdaj jih ima 260. Jug države, ki jih je pred vojno imel 100, jih ima zdaj 130. Če opazite, so morali v osrednjem območju praktično izbrati, kaj želijo braniti. Bodite pozorni. Napad, ki so ga Ukrajinci izvedli v zadnjem času, je prav na tem območju. Tukaj, kjer je prišlo do padca z 290 na 92. Enako velja za Baltsko floto, skoraj 50% manj vzhodno območje in osrednje območje. Tudi ta sta bila žrtvovana. Upoštevajte, da so v osrednjem območju, ruskem osrednjem okrožju, imeli 132, zdaj jih imajo 32. Tukaj so jih imeli 139, zdaj jih imajo 38. To pomeni, da so morali zaradi zmanjšanja izbrati, kaj bodo branili. Zanimivo je predvsem videti, kaj so Ukrajinci zadeli. Zadeli so sisteme Buk, torej obrambo kratkega dosega, sisteme Tor, sisteme Pancir, Tungus, Kastrel. Radar, veliko radarjev, S-400. S-400 lahko imaš čudovito baterijo, ampak če ni radarja, so to samo kosi železa. Radar S-300, S-400 in drugi izstreljevalniki. Kot vidite, je to premišljena izbira za napad. In na voljo so vsi ustrezni videoposnetki, ki si jih lahko ogledate, kasneje vam dam povezavo. Kar je zanimivo pri vsem tem, kar se dogaja, je predvsem to. Uničenje ruskih radarskih sistemov in sistemov za elektronsko bojevanje. Zagotavljam vam, da so to zelo dragi sistemi, ki jih je težko nadomestiti in zahtevajo osebje. Ja, Leningrad bi bil Sankt Peterburg, poglej sam. Zanimivo je torej videti, da je število uničenih radarjev zelo veliko. To pomeni, da poskušajo oslepiti Ruse, predvsem na območju Krima in koridorja Zaporožje.
Tukaj je tudi razdelitev po vrstah protizračne obrambe dolgega dosega, torej protizračne obrambe dolgega dosega, srednjega dosega ter radarji za zgodnje opozarjanje ali usmerjanje. Ker je vse to precej zanimivo, tukaj najdete vse druge podatke, lahko si ogledate satelitske posnetke. Ker če to povežemo tudi z napadom na tovarno Cyberborošo, ki je mimogrede proizvajala dele prav za tovrstne sisteme, torej mikroelektroniko in podobno, in če vse to povežemo predvsem z nedavno novico o nenavadni dejavnosti ukrajinskega letalstva. To nas napeljuje na misel, da bodo zelo verjetno poskušali nekaj narediti s tem letalstvom. To je osnovna ideja. Vsaj v nekaterih območjih so ustvarili pogoje, da bi morda lahko kaj naredili. Ukrajinske sile izvajajo zelo veliko število usposabljanj, predvsem v Ternopiljski oblasti. Torej, očitno so prejeli tudi druga letala in kot nalašč kroži tudi veliko videoposnetkov dejavnosti teh letal, ki so jih posneli ljudje. Mimogrede, ena od teh je bila ta, ampak si res en prekleti bedak. Tukaj lahko vidite ukrajinskega F-16, ki gre sestreliti dron. To je ruski dron Beran, ki ga slišite, kako leti mimo. Ukrajinski F-16. Ta vrsta dejavnosti zlasti na nizki višini ukrajinskim pilotom prinaša izkušnje. Nimajo jih veliko, ampak če ustvarijo območja, vsaj tam, kjer so luknje v pokritosti, morda bomo videli določeno vrsto dejavnosti, tudi ofenzivno, poleg pasivne, ki smo jo videli do zdaj. Tako da bomo spremljali to zadevo, recimo, da nam povezovanje vseh teh podatkov nekaj pove. Kar se tiče ostalega, kot sem vam povedal, je razlog za naslovnico vse te stvari skupaj. Z vidika radarjev in protiletalske obrambe jih zaslepijo. Rusi se sami zaslepijo s Telegramom, potem pa so bili izključeni iz Starlinka, Rusi so ostali samo opazovalci. Seveda ne. Posvetoval sem se z Markom Busijem in mi je rekel, da glede na število satelitov, ki jih izstreljujejo, iskreno povedano ne morejo niti približno početi tega, kar počnejo Ukrajinci. Za lažjo predstavo, Rusi so bili v zadnjem času odkriti, da so izstrelili 16 satelitov v nizko orbito in si praktično poskušajo ustvariti svojo mini Starlink. Tudi zato, ker jim ni treba pokriti celega sveta, potrebujejo jih samo na določenem območju. Vendar jih je še vedno zelo malo, da bi imeli pravo pokritost. Torej, kot vidite, skušajo rešiti težavo, ki so imeli zaradi izključitve iz Starlinka. Drugi problem so si ustvarili sami, torej tisti s cenzuro, ki je še vedno na Telegramu. Ta informacijska vrzel skupaj z ukrajinsko dejavnostjo daje misliti, da bi se lahko nekaj zgodilo. Predvsem smo videli v mesecu januarju, a predvsem februar je bil najslabši mesec z vidika ruskega napredovanja od leta 2024. Praktično torej pomeni, da je imelo velik učinek, ne glede na mraz in podobno, kar je nekoliko upočasnilo vse skupaj. Vendar je bil februar z vidika napredovanja najslabši mesec za Ruse od začetka leta 2024. Praktično je torej zanimivo videti, ali gre za sočasni vpliv številnih dejavnikov, ki jim je treba pripisati težo. Kolikšen je dejavnik Starlink, dejavnik Telegram ali dejavnost Ukrajincev? Ne uničujejo samo radarjev in protiletalskih sistemov, zelo pogosto uničujejo tudi posamezne antene, posamezne repetitorje in tako dalje. Zato vidimo fronto. To je precej počasen mesec, zato kot vidimo, Rusi poskušajo to rešiti. 16 ni dovolj, vendar je to z njihove strani začetek. To je nekaj, kar moramo spremljati, da vidimo, ali bo začelo imeti dolgoročne učinke.
Poglejmo si še situacijo Rusov, kjer je rusko omrežje v slabem stanju. Lahko bi bili pozorni, lahko bi izvedli kakšen napad. Saj smo jim dali nekaj vodenih bomb. Običajno so jih uporabljali v Tetkinu na severu, severno od Sumija in podobno. Odvrgli so jih kot drsne bombe z nekaj 10 kilometrov razdalje. Ampak dejavnosti je bilo res malo. Videli smo jih bombardirati mostove v tistem obdobju, vendar je bilo vedno po načelu udari in pobegni. In skušajo delovati v varnem območju, morda bodo zdaj, glede na to, kar se dogaja, poskušali narediti kaj več, nekaj večjega. Ali pa vsaj Rusom na nek način zožijo manevrski prostor, če lahko tako rečem. Izkoristim priložnost, da vam dam še nekaj novosti. O aplikaciji, ki jo razvijamo, torej aplikaciji z umetno inteligenco, kategorizira vire in vam poda informacije, ali je vir verodostojen, njegovo zanesljivost pa razdeli po vrstah. Torej, če gre za letalske, pomorske informacije, zavezništva ali kaj podobnega, delamo na tem, smo v interni beta fazi, pravzaprav bolj v alfa kot v beta fazi. Delali bomo na načinu, kako vključiti tudi skupnost. Razmišljali smo o nekaterih stvareh, na primer, da bi razdelili določeno število ključev, predvsem ljudem, ki so se trudili v moji Telegram skupini, objavljali, delili novice, razkrinkavali dezinformacije in podobno. In potem med eno razpravo sem dobil idejo. Torej, idejo spomnil sem se, programa SETI, se ga spomnite? Search for Extraterrestrial Intelligence. Obstajal je en programček, ker je ta stvar zelo zahtevna tudi za nas, težko presežemo določeno število uporabnikov, razen če ne bomo zbrali nekaj denarja. Ali pa če nam uspe, ali vsaj delno porazdeliti obremenitev. Teži. Na primer SETI Home. Torej, kakšna je ideja? Delamo majhen program, ki si ga bojo ljudje lahko namestili doma, seveda pa smo temu postavili omejitev. Tako da ne uporablja več kot 10 do 15% virov vašega računalnika in grafične kartice, s čimer lahko pomagate naši umetni inteligenci pri razvrščanju virov. Torej, odlično. Gre za nekakšen skupinski crowdsourcing, torej določeno število ljudi, predvsem tisti, ki so največ prispevali na Telegramu. Na začetku bomo vključili tudi tiste, ki dajo povratne informacije, pa tudi ljudi za ročni pregled. Upoštevajte, da imamo trenutno že več kot 11.000 virov znotraj aplikacije in jih razvrščamo. Če pa naredimo porazdeljeno računanje na tak način, z majhnim programčkom lahko vsi pomagajo zelo veliko. GPU ali CPU, ker bomo poskušali narediti tako, da ljudem ne bo v napoto. Potem pa so tu še piflari, kot sem jaz, ki bodo pustili računalnik prižgan, da nam pomagajo. To nam bo omogočilo gostiti več uporabnikov, saj si predstavljajte, da že pri več kot 5000 imamo ogromne stroške. Namesto tega, s tem sistemom, če nam skupnost pomaga, ko greste od doma, nam ga pustite, niti za cel dan, dovolj je že nekaj ur. Nekaj takega, če povem odkrito, povem takoj. Če se spoznate na te stvari, tak dalje, LLM ali porazdeljeno računanje in želite pomagati, mi pišite na e-pošto in vas bom neposredno povezal s tehnično ekipo. In če bodo videli, da ste dobri in lahko pomagate, ste dobrodošli. Kaj še, če greste? V opisu sem dal povezavo tako do spletne strani aplikacije, kjer objavljamo posodobitve, kot tudi, če želite postati svojo prijavo, recimo v tem smislu, da prispevate ali pomagate, tudi z vidika. Z tehničnega vidika vam zagotavljam, da je ta stvar res zanimiva. Ker tako, medtem ko smo razpravljali, sem si mislil, hudiča, kaj pa če uvedemo porazdeljeno računalništvo, namesto da kupimo ogromen strežnik in nam pri tem pomagajo ljudje. In potem sem se spomnil tiste stare zadeve SETI in smo jo praktično
obudili. Delali so na tem noč in dan in bo nekaj zanimivega. Medtem pa hvala. Tukaj lahko spremljate spletno stran OSINT Intelligence. Torej, kot vidite, vključili vas bomo tako z tehničnega vidika, kot tudi glede povratnih informacij. Predvsem pa, če boste lahko pomagali s porazdeljenim računalništvom, boste tudi vi del tega. Potem je tu še lestvica, tako da bo tudi točkovanje. Za tiste, ki bodo prvi, bomo nekaj izmislili, morda bomo naredili prenos v živo s 3 najboljšimi sodelujočimi. Z tega vidika bomo morda šli na večerjo z mano ali kaj podobnega. Tako bo to prvi projekt v Italiji na področju porazdeljenega računalništva in umetne inteligence, kjer bosta skupnost in ustvarjalec vsebin skupaj. Preverjali vire tako ročno, kot s pomočjo vaših računalnikov in seveda tudi z izboljševanjem parametrov umetne inteligence. Ne verjamem, da kdo drug v Italiji počne kaj takega, zato sem na to še posebej ponosen. Pojdimo zdaj na to, kar se dogaja na terenu. Nekaj stvari se dogaja, vendar ne povsod. Na območju Volčanska, kot vidite, puščice grejo gor in dol. Prišlo je do ruskih vdorov proti Vilči in do ukrajinskih proti infiltraciji. V bistvu ni bilo velike spremembe v situaciji. Tudi zato, ker ni bilo dodatnih enot, ne na eni, ne na drugi strani. Severno od Kupije, Volčansk, Rusi še naprej širijo tisti pas ozemlja, ki leži tik ob meji med Ukrajino in Rusijo. Kljub temu, čeprav so na tem območju zbrali nekaj enot, kot lahko vidite, nekaj polkov in celo motorizirano divizijo. Ne dogaja se prav veliko, opažamo pa, da Ukrajinci medtem potiho in počasi kopljejo celo vrsto sistemov, strelskih jarkov, protitankovskih jarkov in tako dalje. Kupijansk. O Kupijansku se skoraj ne govori, ker se tam ni zgodilo nič posebnega. Obstajajo ruske infiltracije z vzhoda proti zahodu, vendar na koncu nič dokončnega. Malo aktivnosti, iskreno povedano, na eni ali drugi strani. Tudi zato, ker bomo še videli. Rusi so premaknili veliko enot, predvsem na 3 smeri, torej na Siversk in Liman, na splošno na območje Donecka in seveda na območje Zaporožja. S tem so odvzeli vire drugim frontam in tako zmanjšali napadalni potencial. To je širši pogled na situacijo okoli Kupijanska. Potem se Rusi širijo, prišli so do mostu pred Oskilom, vendar ostaja še ta zožitev, ki jo vedno bolj izpodbijajo. Najbolj zanimiv del pa se je zgodil v Limanu. Pred nekaj dnevi je prišlo do ruskega mehaniziranega poskusa s približno 100 vozili, med katerimi so bili BTR-80, BTR-80A, 4-kolesniki, motorna kolesa in vsega mogočega. Poskusili so praktično 2 stvari. Ena je, da so zadeli jez za Limanom, kar je zanimivo. Kot vidite, poskušajo izolirati, temu pravimo shaping, torej poskušajo izolirati povezovalne točke, po katerih Ukrajinci pripeljejo okrepitve. Torej, povezovalna cesta med Limanom in Slovjanskom. In se nahajajo severozahodno, most, ki je povezoval Žampil z bolj južnim območjem. Torej, kot lahko vidimo, so zelo dejavni. Ta zemljevid, ki vam ga priporočam, saj za to vrstne geolokacije, je zemljevid, ki vam omogoča, da si ogledate tudi posamezno izgubo. Torej, ko nekdo reče, ni res, da so Rusi izgubili tega tukaj ali onega tam, zdaj vam jo bom pokazal. Naredil sem samo posnetek zaslona, ampak če greste tja in si odprete za vsako posamezno vozilo, za katero bom pokazal tudi videoposnetke, so tam izgube. To pomeni, da če kliknete tam, imate vir, vidite zemljevid, evo, če kliknete tukaj na pikico,
lahko neposredno kliknete na vir. Torej, tukaj so vsi ustrezni videoposnetki, potem pa je še en montažni posnetek. V vsakem primeru je bil ruski poskus v bistvu ta, da bi obšli Ukrajince v območju Kaldini, zadaj in pri Limanu. In poleg tega bomo videli. Zadeli so tudi jez, da bi poskušali izolirati sektor. Kako je potekal napad? Kot vsi mehanizirani napadi v tej vojni, ki jih pošteno povedano izvajata obe strani, je to pravi napad. In kot lahko vidite, so Ukrajinci to zelo dobro vedeli in so jih zato čakali z droni. Rusi so zaradi minskih polj seveda prisiljeni slediti le nekaterim precej omejenim cestam. Zakaj to pripovedujem? Ker napad z 20 vozili 30 motorji in enim 4-kolesnikom ne spremeni usode te vojne. Ne, ampak preprosto zato, ker v zadnjih mesecih praktično ni bilo skoraj ničesar z vidika mehaniziranega bojevanja. In mnogi so se spraševali, ali bo prišlo do ponovnega začetka takšnih dejavnosti. Kot vidimo, to ni ravno najboljše, praktično ne vodi nikamor. Zato si morajo izmisliti drugo metodo, da bi jim uspelo kaj doseči. To velja tudi za drugo stran. Ni tako, da bi Ukrajinci, če bi vzeli 20 oklepnikov, se postavili v vrsto in poskušali napasti, dosegli kaj drugačnega. Nažalost, droni, kot vidimo, ne dajejo možnosti za preživetje. Ne vem, zakaj vztrajajo pri uporabi teh taktik, ko je očitno, da so kontraproduktivne in demoralizirajoče. Predvidevam, da za vse, ki pri tem sodelujejo. Torej, kot vidimo, obstaja dvojni pritisk, predvsem na območju Siverska in v tej regiji okoli Limana. Kar je zanimivo videti, je, da je bil to napad, tisti, ki smo ga videli v videu, kot vidite, severozahodno od Limana. In to je jez, ki je bil zadet, jezovni most, ker je na povezovalni cesti, ki povezuje Slovjansk z Limanom. Torej so Rusi poskušali izolirati Liman. In verjetno so poskušali ali priti za hrbet, ali jo obiti. Končni cilj je zelo verjetno priti Slovjansku za hrbet iz druge smeri. To je posnetek napada Frato, kot vidite, z drsečimi bombami, ki so ga objavili Rusi. Ne vem, ali so to drseče bombe ali droni, ni povsem jasno. Ne verjamem, da je most, mislim, da je bil popravljen že tisočič, in kot lahko vidite, je morda celo most narejen nekoliko na hitro, da si predstavljate most čez Siverski Donec. Po hitrosti sodeč se mi zdi, da so morda tudi droni, drseče bombe so običajno hitrejše. Tako, to ti da predstavo. Dejavnosti, ki jih izvajajo Rusi, predvsem v zaledju Limana. Tako da položaj za Ukrajince ni najboljši. V drugi smeri, Rusi napredujejo postopoma, približujejo se in poskušajo prodreti v Liman. To je stalen pritisk, ki se približuje točki preloma. Zadnji ruski vdori, kot lahko vidite na spornem območju, zajemajo obe strani Limana. To je most Iga, ki ste ga videli prej, drugi napad pa je potekal severno od Limana. Drugo območje, kjer Rusi napredujejo, je območje Siverska. Na območju Siverska koncentrirajo nekaj enot in predvsem v zadnjem času poskušajo prevzeti nadzor. Predvsem ceste, ki se približuje Kramatorsku. Po mojem mnenju je cilj zavzeti glavno cesto, ki je ta tukaj, ki vodi v Kramatorsk. In poskušajo na vse mogoče načine, predvsem na teh območjih. To so zadnje lokacije ruskih infiltracij. Seveda infiltracija eno, nadzorovano ozemlje pa nekaj drugega. Vendar opažamo, da se približujejo. To je sektor, kjer verjetno nameščajo več enot.
To ni ravno ugoden sektor za Ukrajince. Ker je tam majhen jarek, kanal in nekaj obrambnih sistemov, vendar ni večjih urbanih središč. Predslovjansko, Mikolajivko, Kramatorskom. Recimo, da je Siversk ves ta čas zadrževal napredovanje. Siversk je bil tisti, ki je vse to zadrževal. Prikazujem vam tudi druge zemljevide, da si ustvarite predstavo. Rumene pike predstavljajo ruske premike na tem območju. Torej, vsakič vam bom pokazal kopenske zemljevide, nato pa vam bom pokazal tudi dejavnosti z drsečimi bombami in ruskim topništvom. Tukaj lahko jasno vidite, katera so območja največjega interesa, kjer poskušajo recimo odpreti pot. Modre točke so ukrajinske geolokacije, rdeče pa ruske. In tako so bile narejene, uspeli so jih prepoznati narejene. In zato so jih uspeli prepoznati narejene. Prvič, torej so uspeli prepoznati prvič, in torej jih prepoznati, narejene prvič, uspeli so narejene zato, uspeli so bili prvič, so uspeli prvič. Ja. Loži prvič. Tista, ki gre od Kostjantinivke do Družikivke. Opaziti je treba, da Rusi že dolgo poskušajo vriniti, se pravi v zaledje, da bi jo uspeli zapreti pri Kostjantinivki. Torej so Rusi uspeli, izvajajo velik pritisk, ruske infiltracije so bile že zaznane tudi globoko v mestu, še posebej, če pogledamo območje jugovzhodno. In zdaj, ko so zavzeli Berestok, kjer je bilo to utrjeno in nekoliko dvignjeno območje, je treba opaziti, da zdaj uporabljajo Berestok kot mostišče, da bi poskušali prodreti, se infiltrirati v mesto iz 3 smeri. Če se spomnite, so bila v zadnjem obdobju poplavljena območja, tudi tukaj so bile zadete nekatere jezu. Se jih spomnite? Ta 2 vodna bazena so Rusi zadeli, da bi poplavili območje za Kostjantinivko in jo izolirali. Podobno kot so storili v Limanu v prejšnjem videu. Bravo, Vintar, da si se spomnil, zato so tudi tam napadli jezove. Opazite, da počasi s pritiskanjem še niso utrdili ničesar znotraj mesta, ampak se začenjajo infiltrirati. Opazite datume in poglejte obdobja, vse med novembrom in danes, da si ustvarite predstavo, ampak res zelo malo. Večina je iz marca, januarja, marca, februarja. To nam pove tudi Inštitut za vojno. 24. marca jim je uspelo priti do Ambire v Linivki, ki je območje v bližini mesta, predvsem na območju pred Pretecine, ki ga uporabljajo za obhod Kostjantinivke. To so zadnje geolokacije ruskih enot, ki so se infiltrirale in kot lahko vidite, so se precej infiltrirale glede na mestno območje. Seveda je to zelo ruska mapa. Torej, kot vidite, skoraj da ne označujejo spornega območja, ampak pravijo, da so ga že zavzeli, da so že notri. V resnici pa gre za sporno območje. Recimo, da uporaba spornih območij ni ravno najboljša. Samo zato, ker sta se pojavila 2 pehotnika, to še ne pomeni ničesar. Najboljša stvar, ki so jo sprejeli, vsaj najboljši kartografi, je seveda ta stopnja negotovosti, ko ne moreš ničesar potrditi. Tudi zato, ker oba uporabljata vedno manj pehote in sta vedno manj motivirana, da bi jo sploh uporabljala. Za zasedbo območij se vidi dejavnost le nekaj enot, bodisi branijo ali napadajo. In to le v majhnih skupinah. In zato je neizogibno, da je celotna fronta, recimo temu, prepustna. Če si predstavljate, obstajajo ofenzivni napadi, obstaja splošno območje nikogaršnje zemlje, včasih celo do 20 kilometrov. Ne samo predstava, saj zdaj droni delujejo kot harmonika, vedno bolj se širijo, tako da pokrivajo 20, 30, 40 kilometrov.
Tako je sporno negotovo območje, kjer je en dan že lociranih 8 ukrajinskih enot, naslednji dan pa Rusi in tako naprej. Se vedno bolj povečuje. Torej, kako gledamo na to? Situacija v Kostiantinivki je v začetni fazi, v kateri bodo Rusi, verjetno med prvo ofenzivo, poskušali napasti mesto, hkrati pa ga bodo skušali tudi obiti in odrezati od zaledja. Pravilno, kot katapult. Citiram Maccio Capatonda. Pojdimo zdaj na območje Pokrovska in Kreščine. Kar zadeva Pokrovsk, kot veste, so že pred časom zavzeli mesto in se zdaj pomikajo proti Kreščini. In v zadnjem času jim je uspelo utrditi nadzor nad mestom, vsaj nad večjim delom. Kot lahko vidite, je Pokrovsk zdaj popolnoma pod ruskim nadzorom, enako Mirnograd, del Rodinskega. Predvsem pa so zdaj uspeli prodreti v Kreščino. Če se spomnite, v prejšnjem prenosu v živo je bila Kreščina pod neverjetnim obstreljevanjem z drsečimi bombami. Upoštevajte, da je večina tam majhnih hišic, kraj je bil praktično zravnan z zemljo. V zadnjem času so opazne tudi ruske enote, ki se prikradejo za hrbet Ukrajincem v Bilickem. Torej, kot vidite, ta izboklina, onstran Pokrovska, Kreščine, Rodinskega in Bilickega, ni prav najboljša za življenje. Za ukrajinske enote, ki so na tem območju, bi se verjetno morale prerazporediti v okolico Dobropilje, ki je bila nekoč tudi poveljniški center tega območja. Za Ukrajince so to zadnje geolokacije. Kar zadeva Ruse, tukaj, kot vidite, so praktično že zavzeli celotno Kreščine, vendar jim bo napredovanje naprej postalo bolj zapleteno. Ker, kot vidite, so tukaj ti vodne površine, veliko cest in polj, zelo malo uporabne zemlje. Torej, kot vidimo, nekaj aktivnosti je, zanimivo pa je, da je večina aktivnosti vseeno nizka. Rad bi vam pokazal nekaj zanimivega statističnega vidika, glede na to, kar smo videli v zadnjih 3-4 mesecih vojne. In sicer dejstvo, da Poglejte, barve, torej, bolj kot je barva temna, več enot je bilo na določeni vrsti fronte. Bolj kot gre proti beli, več enot je v tistem sektorju. V redu, recimo, bela je marec 2026. bež barva Je približno med septembrom in januarjem, septembrom 2025 in januarjem 2026. Če opazite, to vidite po višjih belih črticah. Večina ruskih enot je bila premaknjena na območja Kramatorska, torej celotno območje Siverska in Donetska, ter Zaporožja. To so glavna območja. Kupjansk je bil tak do približno oktobra ali novembra lani, zato vidimo koncentracijo virov predvsem v Donetsku. To so ruske brigade, to so ruske divizije. Večina prihaja malo tako, kot smo govorili na začetku, v živo. Kar se tiče protiletalskih, katerih so imeli 900 na začetku vojne, jih imajo zdaj manj kot 300, zato so jih začeli namenjati manj na nekaterih območjih. Tudi tukaj prihaja do racionalizacije sil, do kopičenja sil. Kar zadeva nekatere območja, torej vemo iz bombardiranj, iz poskusov z mehaniziranimi enotami in iz teh kopičenj sil, da je zagotovo točka, na kateri 3 točke, na katere bodo Rusi najbolj pritiskali spomladi in poleti, so Kostiantinivka, Liman, Kramatorsk, Slovjansk. Verjetno je ideja ta, da pridejo do obleganja mesta. Zato je zanimivo videti, da se ta manever že izvaja. malo ali nič glede območja Sumija, in verjetno poskušajo varčevati na drugih območjih, ki so postala manj aktivna. Recimo, če bi morali narediti pregled splošnega ruskega namena, je trenutno ideja takšna.
zajeti Kostiantinivko z obeh strani, priti do Druživke in predvsem poskušati zavzeti to cesto, da bi čim prej prišli do Slovjanska. Zakaj Slovjansk? Ker namesto, da bi napadli Liman neposredno ali ga poskušali obiti, kot so poskušali s tistim mehaniziranim napadom, o katerem smo govorili pred 10 minutami, če jim uspe zavzeti Mikolajivko in izolirati Liman z uničenjem mostov, postane Liman za Ukrajince nevzdržen za obrambo. In neizogibno se bodo morali umakniti, ker želijo obiti tudi Liman s severa. Ker če jim uspe priti na to območje, prekinejo pomembno oskrbovalno pot za Slovjansk, saj bo imel Slovjansk 1, 2 in 3 poti pod nadzorom. To pomeni, da bodo vsi ruski droni, ki jim bo uspelo priti sem dronarji, na tem območju praktično napadali to logistično cesto. Torej bo vse zelo centralizirano in pod ognjem. To je vsaj ruski cilj za leto 2026 na tem območju. Poskušati zavzeti Kramatov, Slovjansk, Kostiantinivko in Liman. Zdi se, da so vse sile ali pa vsaj dajejo prednost ofenzivnim prizadevanjem na teh območjih. To so ta območja, zato bomo videli, kaj bodo dosegli. Za zdaj gre vse zelo, zelo počasi. Če pogledamo napredovanja, ki so se zgodila v tem obdobju, ugotovimo, da je bilo to najslabše obdobje v skoraj 2 zaporednih letih ruske ofenzive. Tukaj lahko vidimo, kakšen je bil vrstni red napredovanja v Kame Kvadrata oktobra 2023. Skozi vse leto 2024 so ostali v ofenzivi. Ponovno so začeli maja in junija, kot lahko vidite. Leta 2025, nato pa gredo proti zimskim mesecem, novembru in decembru. Mareč. Krivo je tudi vreme, kriv je Starlink, kriv je Telegram, krivo je veliko različnih dejavnikov, vendar je zanimivo videti, da ni bilo tako slabo kot marca 2026, praktično kot decembra 2023. Da vam dam predstavo, od tistega obdobja naprej niso dosegli tako malo. To je zanimivo je tudi omeniti, pohvalno, da se spomnite vprašanje povečanja komercialne ponudbe pri novačenju. Tako majhnega napredka z vidika ozemlja ni bilo videti že od decembra 2023. Videli bomo, kaj se bo zgodilo naprej. Torej, kot lahko vidimo, še naprej na splošno pridobivajo ozemlje. Praktično povsod, vendar s počasnostjo, kakršne nismo videli že 2 leti. Torej, gre za kombinacijo več stvari. Tudi mraz, ki je bil, zagotovo ni koristil ruski ofenzivni dejavnosti. Upoštevajte tudi, da so bili teritorialni dobički zmanjšani zaradi ukrajinske protiinfiltracije, ki je nato uspelo deloma utrditi nekaj ozemlja in ustvariti nova sporna območja, in ki jih je postopoma izničila. Približno 200 kvadratnih kilometrov ozemlja, za katerega so Rusi zmotno menili, da je utrjeno. Zato je treba tudi na te stvari paziti. Pokazal vam bom, da so nekateri kartografi, med katerimi je eden znan po tem, da je zelo naklonjen Rusom, tudi on in drugi začeli opažati, kaj se je zgodilo na tem območju, predvsem severno od Đuljajpola. In skratka, priznali so, da v redu, to ni ukrajinska protiofenziva, vendar so ti protinapadi vseeno ponovno zavzeli nekatere vasi. In neizogibno se je sporno območje nekoliko pomaknilo nazaj, potem so zavzeli še eno vas in spet se je sporno območje nekoliko pomaknilo nazaj. Torej gre za nekakšno mini ofenzivo, ki je potekala več mesecev z majhnimi skupinami,
ki so postopoma ponovno zavzele celo vrsto vasi. Ampak težko je govoriti o ofenzivi, ker se je vse skupaj dogajalo v majhnih valovih, zelo postopoma in počasi. Vendar je bil končni učinek ta, da so na koncu ponovno zavzeli skupno 19 vasi. Če se prav spomnim, in nekaj ozemlja. In tako je na koncu rezultat ta, da so Rusi izgubili nekaj položajev, zdaj bomo videli, ker vseeno kopljejo nove položaje južno od Đuljajpola. Torej, prejdimo še na preostali del splošne situacije. Predvsem, recimo, kar zadeva območje Trnovate, ki je nekoliko bolj na Zemljevidi, ki nam predvsem prikazujejo aktivnosti bombardiranja, nam dajo predstavo o tem, kje nameravajo Rusi ukrepati. Se spomnite, so napredovali vzdolž Kreščine, Trapokrosa, Mirnega, Harada in tako naprej? Poglejte, dobro, rdeče so bombardiranja do konca leta 2025, rumeno pa tista iz leta 2026. Že zdaj je jasno, kam ciljajo. Poglejte, območje Udacne, hvala. Zato spremljamo tudi te stvari, da malo razumemo, kakšna je dejavnost. To je Pokrovsk, to je bilo območje Udacne. Natančno so napredovali vzdolž tega območja bombardiranja. Tukaj so res intenzivni, vsaka pika je drseča bomba, ni malo. To je res izjemna dejavnost. Torej vidimo območje, kjer so Ukrajinci uspeli počasi z majhnimi protinapadi ponovno zavzeti več vasi. Tako so premaknili, kot lahko vidite, sporno območje. In to je zanimivo, ker medtem ko Rusi znova poskušajo z novimi infiltracijami prodreti proti zahodu, onkraj Trnovateja, Ukrajinci poskušajo priti za hrbet ruski poziciji pri Guljajpolu. In to je zanimivo, ker če Ukrajinci uspejo priti okoli tega območja, torej med Berezovim in predvsem tukaj, odrežejo Ruse. z te ceste, ki kot vidite iz Velike Novosilke prečka vse, je samo ta, drugih ni. Prečnih, torej od vzhoda proti zahodu, ta del iz Velike Novosilke in gre dol do Guljajpola. Ukrajinci počasi spodjedajo to pozicijo od zadaj. To je tisto, kar poskušajo narediti, predvsem na tem območju. Tukaj, torej območje Uspenivke, je precej jasno. Tukaj imaš Ruse, ki pritiskajo proti Guljajpolu, ne več proti jugu, in imaš Ukrajince, ki poskušajo odrezati in presekati to izboklino, tudi zato, da bi pridobili čas in okrepili Trnovate. Medtem so Rusi, ki so ugotovili, da je severno od Guljajpola veliko odpora in veliko ukrajinskih protinapadov, začeli premikati enote. Kjer južno od Guljajpola, da bi poskušali pridobiti ozemlje na drugi strani, ker sicer imaš Guljajpol na tem boku in lahko imaš Ukrajince tudi na drugem boku. Lahko. Seveda je v tej vojni zelo težko narediti takšne stvari, ker se tako Ukrajinci kot Rusi premikajo res zelo počasi. Da bi premestili enote, tukaj se vidi še bolje, Rusi pritiskajo proti Trnovateju, zahodno od Guljajpola pa Ukrajinci pritiskajo proti Spenivki. Hvala vsem. To je poskus, ki ga izvajajo Ukrajinci. Vsak poskuša igrati svojo igro. Vsak. Vendar pa sta oba, kljub temu, da so Ukrajinci uspeli ponovno zavzeti 50-200 km², to območje, košček za koščkom. Ampak vseeno so zato potrebovali 2 meseca in pol. V 2 mesecih in pol ne narediš obkolitev, ne postaviš pasti, ni pasti. V tem smislu pa lahko jasno vidimo, kako je območje za Ruse bolj izpostavljeno na tej strani. Zato bomo videli, kaj se bo zgodilo.
Tako, imamo na eni strani Ruse, ki skušajo pritisniti na zahodni bok Kuljajipola, da bi prišli v zaledje Orekiva. Vsak prihod je verižno reakcijo. Rusi želijo presekati cesto, ki vodi iz Kuljajipola v Veliko Novosilko, medtem ko želijo Rusi presekati tudi pot iz Kuljajipola proti Orekivu. Tako vsak poskuša uresničevati svoje cilje. Na območju Kamjanskeja, ki je na levi med Orekivom in Dneprom, v zadnjem času je prišlo do napadov in protinapadov z obeh strani, ker so Rusi uspeli priti vse do Malokaterinivke, zdaj pa Ukrajinci ponovno napadajo proti Primorskem. Torej, kako vidimo to število enot, predvsem pehote, ki držijo fronto ali napadajo fronto? V tako majhnih skupinah ali pa držijo teren s tako majhnimi skupinami. Povzročajo ta nihajni učinek, kjer en dan ruski vdor napreduje za 10 km, naslednji dan pa je ukrajinski vdor. Pravzaprav je to ruski zemljevid. In v tem primeru so Rusi tisti, ki geolocirajo ukrajinsko enoto na tem območju. To ne pomeni, da so jo Ukrajinci zavzeli, ampak preprosto, da so se infiltrirali, točno tako, kot to počnejo Rusi. Opaziti je treba, da gre za protislovje v izrazih. Zakaj se ta zemljevid imenuje Kremi Kapris? Ko se infiltrirajo Rusi, vidite rdečo piko, to je ruska infiltracija, torej ta, jo že štejejo kot zavzeto. Vidite, ni sive cone. Če se Rusi infiltrira, je vse zavzeto. Če pa so Ukrajinci označeni kot infiltratorji znotraj območja, ki je po tem zemljevidu utrjeno rusko, ostane območje utrjeno rusko. No, čudež je opaziti, da bolj resni zemljevidi, kot je tisti Pulevulana, prikazujejo sivo območje vpadov. In dejansko območje nadzora je bolj nazaj. Če greste na moj zemljevid, je popolnoma enako. Lepo je videti ta dvojna merila v tem trenutku. Ampak pravim, če uporabiš neko metodo in se ti potem obrne proti tebi, ali lahko zapičiš ukrajinsko zastavico znotraj tega ozemlja, ki ga razglasiš za utrjenega. Mislim, to je smešno. Ampak, kaj naj vam rečem, tudi take stvari so del tega. Če imaš neko metodo, jo moraš uporabiti. Pika. Sempre comunque in ogni caso. Pokažem primer, kako mi mapiramo Orsijevo karto. To je Krime Kaprice, ne vem, kateri zemljevid on uporablja, ampak če uporabljaš Krime Kaprice, je to božja jeza. Tam vidite utrjeno območje. Območje, kjer se ve, kdo se bori. In je precej široko, ker je nemogoče določiti. Torej, brez dvojnih meril za nikogar. To je metoda. Poleg tega opaža, da večina zemljevidov prikazuje ali samo ruske enote, ali samo ukrajinske enote. Ukrajinske karte prikazujejo samo ruske enote, ruske karte prikazujejo samo ukrajinske enote. Mislim, da smo eni redkih, ki jih prikazujemo vse. Mi in še nekaj drugih kart. Prikažemo vse in brez zamud pri posodabljanju ene ali druge strani. Ne delamo nobenih uslug ali popustov nikomur, nimamo svojega favorita v tej tekmi, v tem smislu. Torej, gospodje, poleg teh novic, recimo s fronte, ki jih ni prav veliko, kot vidite, pa so vse novice o ruskih premikih vseeno tukaj. In tudi v kateri coni, kar nakazuje določene stvari. Verjetno april, maj, veliko bolj verjetno maj, se bodo začeli aktivirati. Obstajajo tudi premiki Azova. Dajem vam tudi veliko tem, ki jih včasih niti ne omenim v živo. Da vas ne bi dolgočasil, boste notri našli tudi veliko drugih virov, ki govorijo tudi o drugih zadevah, ki jih morda tukaj v živo ne obravnavam. Zakaj so bolj obrobli? Ampak če koga zanima, kje se premika Azov, na katerem frontu ali kaj podobnega, obstaja veliko notranjih gibanj. Tudi kar zadeva ukrajinske enote, ker obstajajo notranja gibanja. Ker tudi oni verjetno slutijo,
kje bo prišel najmočnejši udarec in zato tudi oni pričakujejo, da bodo morali premakniti svoje rezerve na to območje. Svetujem vam, da predvsem spremljate Unitop serverja, ki je vedno opravil odlično delo, nikoli ga nismo ujeli pri laži ali napaki. Kar zadeva premike, opazite, da je Azov poslan v sektor. Korpus Azova je v sektorju Pokrovsk. 33. mehanizirana pa je poslana bolj proti Siversk Limanu, ker prav tam Rusi najbolj pritiskajo. Nekatere enote se umikajo iz Kupjanska, ker v zadnjem času tam ni veliko aktivnosti, medtem ko je vedno več aktivnosti severno od Pokrovska. Tukaj je 12. brigada Azov in praktično vse brigade, ki pripadajo armadnemu korpusu Azov, 14. brigada Červona Kalina, 20. brigada Ljubart, 4. Rubiš, 1. brigada Burevil. Praktično je tukaj celoten armadni korpus Azov, razporejen približno med Rodinske, Dobropilja in tako naprej. In ni naključje, da Rusi v tem obdobju tukaj koncentrirajo veliko enot. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, ampak, gospodje, to je glavnina dejavnosti. Na tem območju, kot sem vam obljubil, sem vam dodal tudi povezave do drugih kartografov, tudi tistih z jasnimi stališči. Recimo Bajas, proruski, kjer tudi oni pripovedujejo o tisti vrsti ukrajinske ofenzive. Enega že poznate, imenuje se AMK Mapping, drugi pa se imenuje Surjak, ki je eden tistih, ki je moral stopiti korak nazaj, saj je prej pripisal ozemlje Rusom. Vsi pravijo točno to, to vam tudi namenoma pokažem, da vidite, da je, kot vidite, tudi v nasprotju z Tifom ali Bajasom. Vsi priznavajo, da čeprav to morda ni ravno protiofenziva, je vseeno to ukrajinska dejavnost proti napadu. Na koncu počasi. Tako pravi AMK Mapping, približno 288 km na tem območju, ki je severno od Kulepole. Surjak Maps pa pravi 275. Torej, kot vidite, oni temu pravijo ofenzive. Po mojem mnenju je to napačno, ker to ni ofenziva, ampak gre za niz protinapadov. Modre pike v bistvu predstavljajo ponovno zavzete vasi, ki so bile prej bolj ali manj pod ruskim nadzorom. Recimo, da več različnih kartografov, vsak s svojimi napakami, priznavajo, da Ukrajinci počasi ogrožajo Kulepole iz ozadja. To ni ofenziva, kot sem vam rekel. Pri tako počasnem tempu, 5 km na teden, je temu težko reči ofenziva. Recimo, da je to približno ista metoda, kot jo uporabljajo Rusi na drugih frontah. Torej gre za zelo počasen razvoj dogodkov. Zato se mi vedno zdi smešno. Pokrovsk je padel, ujetih 2000 Ukrajincev. Želva, ki bi, če bi se odpravila iz Pokrovska proti Kijevu, tja prispela šele leta 2025. Ne moreš ujeti ljudi, ko je hitrost zajemanja in utrjevanja ozemlja takšna, kot je. In bojim se, da bosta oba uporabljala drone še bolj nadaljavo z satelitskimi sistemi. Morda se bo uresničila prerokba, ki sem jo izrekel pred 2 letoma in pol z Leonardom Lanzaro, ko so me vprašali, kako pa ti vidiš vojne prihodnosti, sem rekel. Plac ljudi v hangarjih, vsak z džojstikom v roki in milijoni dronov. Približujemo se temu, problem pa je, če tako Rusi kot Ukrajinci bodo imeli na stotine tisočev operaterjev dronov. 100-200 tisoč. Ampak kdo bo zavzel ozemlje? Kdo ga utrdi?
Z vsem tem, kar leti, saj ste jih že videli. Posnetki, kako vstopajo skozi okno, v tunel in tako dalje. Tako je tudi pehota zelo izpostavljena. Resnično obstaja nevarnost, da bodo žrtve. Ja, ampak vse je nedorečeno, ker nihče ne more ničesar utrditi, nihče ničesar ne zavzame. Dovolj je 10 fantov, da ponovno zavzamejo vas, potem pa pride jata dronov in se vse začne znova. Tukaj postane pad položaj. Ker štejejo samo število dronov, ki letijo, in tistih nekaj fantov, ki tvegajo življenje, da bi za nekaj ur zavzeli vas, preden pride še en val dronov. Na drugi strani, Precej klavrno, kot strateška perspektiva za obe strani, tukaj je nenehna vojna, precej oddaljena, z stotinami upravljavcev dronov. In občasno nekdo umre, ker mora nekdo zavzeti ozemlje. morda je imel prav Zalugini, ko je pred približno 2 letoma in pol rekel, da če se ne izumi nekaj novega na tehnološkem področju, ni načina, da bi prekinili status quo te vojne. In ponavljam, kdor misli, da bo ta vojna vzorec za prihodnje vojne, ki se bodo bojevale na popolnoma enak način, se moti. Vojna med Kitajsko in Ameriko bi se večinoma odvijala na zračnem in pomorskem področju. Ta pa je posebna zaradi neučinkovitosti ene in druge strani. Dobro organizirana vojska Z zračno in raketno močjo in tako dalje ne bi prišla do takšne vrste zastoja. To je posebnost, ki izhaja iz ruskih napak na začetku, ko so v prvem letu vojne zapravili vire. In zato so morali mobilizirati, se znajti in tako dalje. In Ukrajinci enako, ki so morali improvizirati pri ustvarjanju vojske v izrednih razmerah. Če bi bili oboji popolnoma oboroženi, kot se je pričakovalo od Rusov, oglejte si ponovno prenos v živo, ki smo ga naredili z Nelom Stirpejem. Kar zadeva napake v presoji Evropejcev, Američanov in tudi Rusov, kje so zgrešili? Američani in Rusi so si delili isto stališče. Namreč, da bodo Ukrajinci zdržali le nekaj tednov. In zato tudi oni niso bili pripravljeni na dolgo odprto vojno. Zastoj, ki se zdi, da je tudi zdaj v Iranu. No, v Iranu to ni zastoj. Zaključujem s tem in vas vabim na naslednji prenos v živo. To ni zastoj z vidika taktike. Izraelci in Američani zagotovo zmagujejo z vidika strategije. Ne, ker dokler leti 10 dronov in 5 raket na dolžino Hormuz, Strateški cilj nevtralizacije Irana, režima ali njegove zmogljivosti ni nič drugega. vsi podatki, tudi zadnji, ki sem jih videl prav danes, kažejo, da Iranci v zadnjem tednu uspejo vzdrževati približno 20-30 raket na dan in okoli 80-100 dronov. Ta številka se več ne znižuje. Torej, verjetno uporabljajo taktiko shoot and scoot, torej pridejo ven, izstrelijo in se vrnejo nazaj. In to je dolgoročno vzdržno. Prebral sem ameriški članek, kjer pravijo, da so uničili vsaj 30% izstrelitvenih naprav, proizvodnih zmogljivosti in skladišč. Ampak pravijo tudi, da obstaja še dodatnih 30%, ki jih ne morejo doseči, ker so pregloboko, in da so jih tudi razpršili po ozemlju. Težava je, ko navajaš te odstotke, 30%, ampak 30% česa? 30% od 1000, 30% od 10 000, 30% od 20 000. Ker če je 30% od 1000 v redu, potem jih ostane 300 raket, če pa je 30% od 6000, imajo 20 do 30 raket na dan. Ti lahko streljajo še 9 mesecev. Torej, odstotke je treba navesti, vendar jih je treba tudi postaviti v kontekst. Torej, spoštovani, najlepša hvala, želim vam lep konec tedna, vidimo se spet v nedeljo ali torek, ko bomo imeli prenos v živo o umetni inteligenci
z Ivanom Barbatojem. To je bil res naporen, zahteven in težak mesec. Obravnavali smo ogromno tem, zahvaljujem se vsem, ki ste nas spremljali, saj smo dosegli rekordne številke. Ta mesec bo kanal dosegel skoraj 3 milijone ogledov. Zato se vsem zahvaljujem za pozornost in Se kmalu spet vidimo. Lahko noč.